Najprej nekaj dejstev. Približujemo se številki 100 000 brezposelnih, ki bi nas vse skupaj morala zelo skrbeti. Povečuje se tudi število prejemnikov socialnih pomoči. Karitas in Rdeči križ beležita največji porast izdaje paketov pomoči, tudi plačila položnicam vseh tistih, ki jih sami ne morejo več plačevati. Sprejetih je bilo kar nekaj ukrepov, med drugim ukrep o subvencioniranem delovnem času. Seveda so rezultati na eni strani pozitivni, ker smo, tako vsaj pravi minister, na ta način obdržali 20 000 delovnih mest, vendar se ob tem seveda lahko vprašamo, ali res in za koliko časa. Po drugi strani pa je tak ukrep lahko tudi negativen, saj imajo nekateri delavci zaradi skrajšanega delovnega časa manjše plače, kar pomeni, da so že zelo blizu ali celo na minimalni plači, ki pa je obenem zelo blizu tudi tistega zneska, ki ga dobi brezposelna oseba kot nadomestilo. S tem so manj motivirani še tisti, ki bi lahko delali, če skratka dobiš socialne pomoči skoraj toliko kot minimalne plače. Še lani je minimalno plačo prejemalo 19 000 ljudi, danes po podatkih že preko 30 000 in to zagotovo ni dober trend. Vse to so signali in statistika tudi to kaže, da se stopnja tveganja revščine povečuje tudi v Sloveniji. Pomeni, da se povečujejo socialne stiske ljudi in tak trend ni dober. Ljudje se danes bojijo prihodnosti, je strah pred prihodnostjo, pred jutrišnjim dnem, morda tudi pred izgubo zaposlitve. In pred dnevom boja proti revščini bi morali tudi v Sloveniji temu nameniti posebno pozornost. V letu 2009 smo mnogo sredstev namenili za kreiranje novih delovnih mest, posodobitev in prilagoditev podjetij, vendar pravih rezultatov še ni, oziroma bi morali pogledati, ali to prinaša tudi dejansko bolj kvalitetna delovna mesta z dodano vrednostjo, ali je ta denar racionalno porabljen, da ne bomo se čez nekaj let pogovarjali, podobno kot sedaj, da v obdobju, ko je to bilo možno in ko bi jih morali, nismo izvedli določenih strukturnih reform. Zato pozivamo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in invalide, pa tudi Ministrstvo za gospodarstvo k bolj usklajenemu in aktivnejšemu delu, katerega rezultat bo po našem mnenju tudi nižja stopnja tveganja revščine.